vedno višja vibracija je močnejša vibracija. To pomeni, tudi če imaš ti tukaj celo maso ljudi, ki je v paniki, pa imaš tukaj manjšo skupino ljudi, ki je v visoki vibraciji, bo ta visoka vibracija, ker je to toliko višja frekvenca, zmagala. Dragi moji, dobrodošli na tem dogodku, na tem dvigu vibracije. Hvala lepa za srčke. Hvaležna sem, da smo danes tukaj. Evo, naša namera, moja namera, odpiram prostor za to, da se imamo danes krasno in mega, da z visoko vibracijo napolnimo svoje srčke in svoje telesa, da bomo lahko sijali zase, za svojo družino, za svoje najbližje, za vse. Torej, dragi moji, takole je. Rabimo visoko vibracijo, bolj kot kadarkoli do zdaj in tukaj sem, da smo skupaj v tej energiji, ker vsi, ki smo danes tukaj, želimo biti dobro, želimo biti v visoki vibraciji in tale naša srečanja, današnje srečanje je namenjeno temu, da namesto da si nižamo frekvenco z gledanjem vseh informacij, ki so okrog nas, da zavestno izberemo informacije, ki jih bomo absorbirali in da izbiramo informacije, ki nas polnijo, ki dvigujejo našo energijo in dejansko povečujejo našo moč. Torej, jaz sem si pred parimi dnevi vzela 4 dni totalnega detoksa od vseh, od interneta, od telefona, od medijev, od socialnih omrežij, zaradi tega, ker sem čutila globoko potrebo po tem, da začutim svojo dušo, da pridem nazaj v stik sama s sabo in da res sebe nacentriram na mojo resnico, na mojo moč, kajti to potrebujemo. Točno to je glavna lekcija cele te situacije, ki se dogaja, da se vrnemo nazaj vase. In kaj sem ugotovila? Ugotovila sem po 4 dneh, ko sem šla prvič na internet in sem šla prvič potem na socialna omrežja, da me je začela glava boleti od vse te energije, ki jo vsi ti mediji nosijo. Da ne bo pomote. Itak, da pač, če ne bi bilo socialnih omrežij, tudi mi danes ne bi bili tukaj in se ne bi mogli na tak način povezati. Ampak hočem vam dati v bistvu to, mogoče eno mojo izkušnjo deliti z vami, da sem ugotovila, koliko je dragoceno, koliko je zdravilno, koliko je lepo, ko se priklopiš nase. In ko za nekaj časa sam umakneš vse informacije, ki bezljajo okrog tebe in se priklopiš nase. In ko sem to začutila, sem v bistvu dobila zelo jasno, da rabim spodbujati vse nas, sebe in tebe, da se pač vračamo nazaj vase. In sem zato se odločila, da se ti bom vsak dan malo oglašala, da bomo imeli takšna druženja, da se bomo priklapljali nazaj na svoj vir, da se bomo priklapljali nase. In kljub temu, da je to nekaj, kar poteka prek spleta, hvala Bogu za internet, da smo danes lahko skupaj, je glavna namera in informacija v ozadju tega druženja in v ozadju naših druženj v prihodnjih dneh to, da ti ta srečanja vrnejo tebe, da prideš nazaj v stik sam s sabo. In začnimo čisto na začetku. Začnimo na začetku in wow, ful lepo, ful sem vesela, da smo skupaj. In v bistvu, kaj je glavna tema tega, kar se zdaj dogaja? Glavna tema vse te situacije je v bistvu, da gremo nazaj tja, kjer smo mi v bistvu sebe izgubili. In če pogledamo družbo in če pogledamo, kako živimo, če bi nadaljevali na tak način, bi sebe samo še bolj izgubljali. Bi samo še bolj izgubljali svojo resnico, svojo povezavo, svojo dobrobit. In v bistvu vsakič, ko se zgodijo situacije, ki nas pretresajo, ki jim rečemo kriza, ki jim rečemo panika, zaradi katerih se nam srček ustrepeta in smo nemirni, ne spimo, nismo dobro, kadarkoli v življenju pridejo take krize, te krize so naše največje darilo, naš največji alarm, da se zbudimo.
In veliko ljudi mi piše in mi reče: Tjaša, kako si ti kar dober, zakaj se kar smeješ, zakaj si kar pomirjena, poglej, kaj se dogaja, kakšne grozne situacije, ne moreš biti kar dobre volje, kako, zakaj, kaj s tabo, in da ne bo pomote, razumem, iz kje to prihaja. In to, da sem pomirjena in to, da sem v svojem centru, to ne pomeni, da se jaz ne zavedam, kaj se dogaja. Ravno nasprotno. Ravno zato, ker se zavedam, kaj se dogaja in ker vem, kaj bo pomagalo skupnosti in meni in tebi, se vračam vase. In v bistvu v življenju, ko pridejo priložnosti za rast, nas življenje stisne. Je kot en tak tunel, ki nas stisne v nekaj, kar zgodi se nekaj, zato da se mi potem lahko ponovno razširimo. Kot ena taka cev, predstavljaj si eno tako cev, ki gre takole. Situacija se zakrči, naredi se ena ožina, zato in tukaj je kriza, tukaj nastopi kriza in tukaj ti je itak neprijetno, ker te vse stiska. Ampak vse to se dogaja zaradi tega, ker prihaja nova razširitev, ker prihaja nova izkušnja za tebe, v kateri se boš lahko ponovno razširil. In v bistvu želim začeti to naše druženje s tem, da ti dam vedeti, da je vse v božanskem redu. Tudi če te stiska, to bomo danes zrihtali. Meditirali bomo, luštno bo, dvignali si bomo vibracijo, dali bomo stran našo tesnobo, vse to, kar nas je strah. To bomo mi danes zrihtali, sploh ni problema. Ampak predno gremo v to meditacijo, rabimo najprej odpreti vrata jasnosti, kaj se dogaja in na kakšen način mi lahko pljujemo čez to obdobje. In prva stvar je ta, da se zavedaš, da to, kar se dogaja, je naš blagoslov, je naše darilo, je naše najboljša izkušnja, ki se nam lahko dogaja. Tudi če tvoj zdaj reče: Tjaša, kaj za vraga ti razlagaš, kako je lahko to dobro, ti želim povedati sledeče. Mi kot posamezniki in mi kot družba rabimo razširiti svoje zavedanje o življenju. Preprosto ga rabimo. Živimo na podlagi strahov, delujemo iz strahov, iz preživetvenih mehanizmov, iz v bistvu čist primitivnih vibracij živimo. In želimo si pa manifestirati, pa kreirati, pa rastati, pa ne vem kaj vse ustvariti, ampak iz teh primitivnih energij mi ne moramo skreirati drugačne realnosti kot takšno, kakršno trenutno živimo. In kaj se dogaja? Na planetu Zemlja se spreminja vibracija, posledično se mora spremeniti vibracija tudi vseh nas. In izkušnja, skozi katero gremo, je preprosto samo izkušnja, ki nam bo dvignila našo vibracijo. In vse se začne v tebi, v posamezniku, v eni osebi in to si ti. In ti lahko spremeniš svojo realnost, ti lahko spremeniš svojo vibracijo in s tem spremeniš svoje življenje. In ko bo toliko ljudi naredili ta premik v sebi, bomo spremenili kolektivno energijo, bomo spremenili maso, bomo spremenili družbo. In v bistvu, poglej, ta situacija, v kateri smo, je samo ena velika učna lekcija za vse nas, da se vrnemo vase, v stik s sabo in da začnemo živeti res iz svoje resnice. Ne iz tega, kar ti govorijo od zunaj, ne iz tega, kar je splošno normalno, ampak iz tega, kar je resnica tvoje duše. In v bistvu, jaz želim biti tukaj ogledalo tebi, da smo v redu, da kot družba gremo skozi proces rasti, ker smo ga potrebovali in vsak izmed nas lahko prispeva k temu in bomo. In tukaj sem zato, da ti delim jasnost, kako lahko dvigneš to vibracijo, kako lahko vrneš sebe v svoj mir, kako lahko najdeš svojo resnico in iz nje zaživiš. In v bistvu prvo, s čimer želim odpreti, je to, da je vse v božanskem redu. In bomo naslovili vse teme, ki jih boste želeli nasloviti, pogovarjali se bomo vsem, odgovarjali pa bom na vaše vprašanja. Tukaj smo zato, da gremo skupaj z visoko vibracijo čez. In želim ti eno zgodbico najprej povedati. Poglej, tako kot imamo mi svoje življenje, ima tudi planet Zemlja svoje življenje. Kar pomeni, da tako kot mi rastemo, tako kot se naša življenje razvija, tako se razvija tudi življenje na planetu Zemlja.
Kar pomeni, da v določenih dobah planeta Zemlje je Zemlja doživljala, ne vem, ljudstva, ki so bila bolj primitivna. Civilizacije, ki so bile mogoče, ki so nekaj ful pogruntale pa poštudirale, druge so pa še niso najbolj znašle. Skratka, tudi planet Zemlja ima svoj proces odraščanja ali rasti. In zdaj, mi smo trenutno v fazi, kjer planet Zemlja hoče odrastati. Pa ne kot planet, kot mati narava, ampak vibracija planeta se je preprosto dvignila, kar pomeni, da to nas potiska, da se mi dvignemo s to vibracijo. Če se ne bomo dvignili s to vibracijo, pač dobesedno moraš iti ali pa ne boš šel naprej, a me razumeš? Življenje te vabi, da si dvigneš vibracijo in da preprosto greš naprej s tokom. Odrastati moramo, dragi moji, odrastati. In kaj to pomeni? To pomeni, da rabimo kot družba, kot posamezniki začeti širše dojemati naše življenje, naše sobivanje na planetu, naše odnose, naš namen in prostor tukaj in iti ven iz primitivnih vzorcev, iz posesivnosti, iz grabežljivosti, iz egoizma, iz teh panike, strahov, čist preživetvenih mehanizmov. Tvoja duša se je že tokrat utelešala na planet Zemlja, da si ti to že tokrat dal čez. To ni tvoje prvo življenje. No, mogoče za koga je, ampak načeloma so se naše duše že toliko časa utelešale, da smo vse sorte že doživeli. In v bistvu, če si se ti v telesu tam nekam, ne vem, kaj pa vem, v prazgodovino, je tvoja duša pač rabila tisto utelesitev, to, kar je takrat bilo in takrat si se sam za to boril, a boš imel tistega leva, ga boš pojedel, boš najdel mamuta, a ga ne boš, Ampak glejte, mi smo zdaj v 21. stoletju, mi pa še vedno delujemo na podlagi enake energije, mi pa še vedno delujemo na podlagi enakih principov. Kako odreagiraš, ko tvoj sodelavec dobi povišanje plače, ti pa ne? Kako odreagiraš, ko te partner pusti? Kako odreagiraš, ko nekaj, kar si hotel v trgovini, nisi dobil? Evo, primer. Dajmo malo pogledati zdaj, kaj se dogaja. Kako odreagiramo? Primitivno. In to zdaj ni skazanje s prstom, to je samo, daj bodimo iskreni. Pa dajmo jajca na mizo, jaz rečem pa jajčnike na mizo, pa pogumno poglejmo v to, kje smo kot družba. In to pomeni, da res rabimo pač zrastati rabimo. In zdaj ne gre se za to, da bomo zdaj rekli, sranje, nismo dobri, ne gre za to. Gre se samo za to, da preprosto rabimo doživeti izkušnje, ki nas bodo potisnile v to, da bomo začeli drugače delovati. In kaj se zdaj dogaja? Dogaja se ta ožina, iz ene situacije gremo zdaj v drugo, v višjo vibracijo, kar pomeni, da se je mogla zgoditi ta izkušnja in se mora dogajati ta izkušnja, zato da se bo v nas naše morje razburkalo, da bomo začeli razmišljati, kako naj živim, a je to prav, kaj je prav? In v bistvu v preteklih dobah smo živeli na tak način, da smo dejansko bom temu rekla, za vodjo vzeli avtoritete. In smo rekli, vodja bo vedel, kako delovati. Vodja plemena je vodil pleme. Vodja, kralj je vodil svojo kraljevino. Zdaj imamo vlado, imamo politike, rečemo, to so, vi vodite. Doma rečeš, bo partner mi pomagal se odločiti, kjera služba je zame boljša. In smo se v bistvu naučili dajati ven iz sebe moč. Ven iz sebe smo začeli dajati odgovornost za naše življenje. In samo pomisli, ko se moraš nekaj odločiti, koga greš vprašati. A greš v meditacijo, pa greš vprašati sebe, ali vprašaš vsako prijateljico, pa partnerja, pa še starše, pa še sodelavko, pa ne vem, kam greš? Kam greš po jasnost, ko jo iščeš? Spet, navajeni smo hoditi ven. To ni nič narobe, tako smo bili natrenirani, tako smo bili naučeni.
Od tega, kakšno hrano jemo, od tega, kako vzpostavljamo odnose, da vstopamo v partnerske odnose zaradi tega, ker te je strah, da boš sam, ker misliš, da je treba, ker zdaj pa čas, da imaš družino, ne iz tiste res iskrene ljubezni do sebe. In pač kot družba smo malo zgubili kompas in rabimo zdaj, da si ga nazaj nastavimo. In bolj nam je pomembno to, da naredimo dobrega selfija in da bomo veliko lajkov in všečkov dobili na Facebooku, kakor to, a smo se res dobro počutili tisti dan, ko smo delali to dejavnost, kjer smo se slikali. In jaz te stvari izpostavljam samo zato, da bomo začeli širše videti, da dejansko rabimo se vrniti nazaj k sebi. In ko se bomo vrnili nazaj k sebi, bo vse tako lepo. Zaradi tega, ker tukaj smo doma. In ta situacija z koronavirusom, vse to, kar se zdaj dogaja, ko se umakneš nazaj, ko spustiš paniko, ko spustiš strah, in to bomo danes tudi v meditaciji naredili, ko se umakneš nazaj in širše pogledaš, boš videl, da kot družba to rabimo. In ko sem na začetku leta 2020 na angelski napovedi, mogoče ste bili na njej, marsikdo je bil, kanalizirala, kaj so nam angeli rekli. Rekli so nam, to leto boste kot družba potrebovali iti skozi preizkušnjo, kjer se vam bodo določene stvari sesule, zato da boste videli, da sploh niso bile postavljene na pravih temeljih. In boste rabili z ljubeznijo pogledati in postaviti nove sisteme. In kaj pa misliš, da je to drugega kot postavitev novega sistema? Sistema, ki bo postavljen na drugi vibraciji. In zato, ne glede na to, kaj se dogaja, to dolgoročno je za nas v naše najvišje dobro. Naša naloga pa je skozi to izkušnjo zrastati, se soočati z vso paniko, z vsemi strahovi, z vsem, kar se dogaja. In spustiti te vibracije in se dvigati v višjo frekvenco. Naučiti se moramo v vsem tem, kar se dogaja, res videti resnico tega. Ne, da se sam paničaraš, koliko je tega, koliko ni tega, a je WC papirja, ni WC papirja, koliko je okuženih, koliko jih ni okuženih, kaj če bo moj dobil, kaj če jaz ne bom dobila. In kaj mi počnemo? Mi smo skozi v alarmu, alarm. In zato je naša zdaj naloga, prva naloga vseh nas, da gremo ven iz alarma, da gremo ven iz preživetvenega mehanizma, da gremo ven iz panike, ker nam simpatično živčevje takole dela. Umiriti se moramo. Ker ko se umiriš, ko se nastaviš na svoj center, ko osvobodiš sebe vseh teh misli, takrat lahko zadihaš in takrat lahko čutiš, kaj je tvoja resnica. In zato bomo danes šli v meditacijo, kjer bomo spustili našo paniko, kjer bomo spustili naš strah, zato da bomo res se lahko naravnali nase. Čisto vsaka kriza rodi ogromno kreativnosti. Ogromno kreativnosti. Takrat, kot si najbolj v luknji, imaš opcijo. Ali iti spet v paniko, v strah, v potenciranje problema in samo razlaganje, ni tega. Ali si pa rečeš, takšna je zdaj realnost, to se dogaja, kako lahko jaz delujem, da si skreiram obilje, da si skreiram pretok, kaj so kreativne možnosti. Krasne priložnosti se odpirajo, take, ki jih prej nismo videli, zaradi tega, ker nam jih ni bilo treba videti, ker je sistem, v katerem smo bili, za nas funkcioniral, pa ni v resnici funkcioniral. Sam upeti smo bili v njega in smo bili v nekem tem kahrček, in v bistvu vedno se imamo možnost postaviti v vlogo žrtve situacije in si rečeš, pišuka, to je zdaj ni tega. Ampak
Vse smo sposobni skrirati, tudi v največjem sranju, v največjem blatu rastejo rožice. Rastejo, poglejte, lokvanj, iz kje lokvanj ven pride? Iz blatnega močvirja lokvanj ven zraste. In mi smo del narave in tebe je narava skrirala. In narava se, poglejte, kakšne dneve imamo zdaj. Sonček, rožice cvetijo, ptički žvrgolijo, da nič ni. Zakaj? Ker za naravo je tudi kole. Narava se zna obnoviti. In letni časi, zdaj poglejmo letni časi, cikli. Je zima, je pomlad, je poletje, je jesen in v življenju ves čas vse poteka v ciklih. In rabiš včasih malo dol, da umiriš, da se posvetiš sebi, da se noter usedeš, da lahko potem cvetiš. In mi smo del narave in vse, kar se dogaja, je pač, narava bo sebe obnovila, ne glede na to, kakšen žled je bil, ne glede na to, kakšni požari so bili, narava bo našla pot nazaj. Za naravo je to njen obstoj. Mi smo del narave. In tudi naš obstoj je ta, da bomo vedno zmogli in bili sposobni se roditi na novo. Vprašanje pa je zdaj, a se boš jezil, ker je blat, ali boš rekel, jaz bom rastel, jaz bom v tej situaciji rastel. In zato sem jaz dober. In kar delam, je to, da si dvigujem vibracijo in zato sem tudi danes tukaj, da bomo skupaj dvigovali vibracijo, da bomo vsi mi dobro, da bomo zrastali ven iz tega blata. In na koncu, ko bo to za nami, si boš rekel, wow. Vam eno mojo osebno zgodbo povem. Ko sem bila jaz najstnica, je moja mami zelo zbolela. V mojem času, ko res odraščaš, ko se ti najbolj stvari postavljajo, sem bila jaz v največji svoji osebni krizi. Moja mama je zbolela, za naslednji dan nisem vedela, a bo še tam, ko jo bom prišla pogledati v njeno spalnico, ali ne bo. Meni je bilo grozen. Jaz sem mislila vsak dan znova, da me bo kar konc od stiske, od bolečine, ki sem jo jaz takrat doživljala. In cela moja družina. In jaz sem takrat, sam spomnim se, meni je bilo sam takrat, nič mi ni bilo jasen. In kaj se je iz tega rodil? Kaj je ven iz tega prišlo? To, da sem jaz skozi to izkušnjo se odprla za duhovnost, da sem odprla sebe za stik s svojo dušo in da se je meni moj kanal odprl in da sem jaz začela kanalizirati. To, kar je zdaj moj največji dar, moje poslanstvo, zaradi česar lahko pomagam toliko ljudem, da imajo višjo vibracijo. To je zrastel iz mojega blata. To je zrastel iz moje največje življenjske krize. In pol, ki mine, ko je za tabo, vse, kar lahko rečeš, je ful je bilo težko, ampak zdaj sem hvaležen. Jaz danes ne bi bil tukaj, jaz danes ne bi bila taka oseba, mi danes ne bi bili tukaj, če jaz ne bi šla čez to izkušnjo. In kot duša rabimo vsak svojo izkušnjo. In vsak se bo skozi to situacijo nečesa drugega, nekaj drugega ga bo premaknil. Nekoga bo premaknil, da gre v polno kreativnost v svojem delu in da se končno postavi svojo spletno stran. Nekoga drugega bo premaknil, da bo zamenil sploh smer dela, ker bo pogruntil, da to, kar je delo, ni bilo za njega. Drugega bo zbližal z njegovim partnerjem, povečal bližino z njegovimi otroci. Nekdo tret bo najdel neko svojo strast, ki jo nikoli ni videl. Celostno se bomo odpočili, aleluja. Mi smo družba s prežganim živčnim sistemom, možgani nam takole delajo in smo vsi v časovni stiski pregoreni. In zdaj ti je dobesedno država rekla, daj počivi, daj bod doma. Kolikrat si rekel, rabim dopust, ampak imam še toliko stvari za narediti. Le kaj si zdaj dobil?
dajmo res takole narediti, razširimo svoje zavedanje. In hvala, da si tukaj, hvala, da želiš biti dober. In jaz sem toliko vesela, ko vidim, koliko ljudi je v visoki vibraciji. Wow, bravo, bravo mi. In v bistvu, kaj je tisto, kar lahko narediš? Poskrbiš za sebe, poskrbiš za svojo vibracijo in s to vibracijo samo okužaš vse, s katerimi boš v stiku online, prek telefona, v živo, nima veze. Okuži, naredimo novo epidemijo z dobro vibracijo. Naj gre po celem svetu ta visoka vibracija, ker to rabimo, ker zdaj se točno to dogaja. En pol gre samo še bolj v upor. Gre samo še bolj v to iskanje problemov, fokusiranje na vse, kar je narobe, strah, paniko, preživetje, ne? In če greš ti v to, nič hudega, bistveno je, da se pol nagneš na drugo stran. In danes sva se za njo hecale, je rekla, veš Tjaša, na koncu, ko bo vsega tega konc, eni bomo ven prišli s ful športnimi telesi, ne, ker bomo zdaj doma vsak neki po svoje skakali pa telovadili, ne. Eni bomo pa ven prišli kot krofki, ker bomo sam na kavču sedeli, pa Netflix gledali, pa televizijo rolali filme, pa jedali od stresa. Wow, lej, a vidiš, kako res lahko ti zdaj izbereš, na kateri strani realnosti boš. Ti lahko izbereš, a boš ven prišel kot zmagovalec, pa boš ven prišel z večjim stikom s sabo, bolj sproščen, bolj povezan s svojo družino, bolj poskrbel za svoje telo, ali boš ven prišel pa še bolj sesud. A ne? In začnimo s tem, da vsak od nas je odgovoren za svoje življenje in vsak od nas lahko izbere, kako se bo s to situacijo soočil. Zdaj smo, kjer smo, to se dogaja, ampak zdaj mi lahko plujemo po tem morju. To je tako, kot, ne vem, Krištof Kolumb, ki je šel odkrivati Indijo ali Ameriko, ki je pol Ameriko odkril in so bili največji valovi in je tisto njegovo ladjo okoli preobračal, ne? Ampak on se ni dal, on je šel naprej, čez največje grozote morja, zato ker je imel vizijo zase. Ker je imel vizijo zase in tvoja naloga je, da si ustvariš vizijo. Kakšen boš prišel ven iz tega, kam greš? In to je to. In imeti visoko vibracijo pomeni tudi biti ven iz stiske. In zato danes začenjamo s tem, da se bomo posvetili tem, vse to, kar te tišči. To, če te tišči, ne pomeni, da je s tabo nekaj narobe. Aleluja, hvala Bogu, da te tišči. Zakaj ti to rečem, hvala Bogu? Ker to pomeni, da prihajajo ven stvari, ki se morajo sprostiti. In poglejte, trenutno prihajajo na plano zelo močno zdravljenje prve čakre. Se pravi, naši vzorci, najbolj primitivne, tiste, ki reagiraš tako bom povedala, tako kot trenutno reagiraš, kaže na to, kakšna je tvoja prva čakra. To, da se borimo za WC papir v trgovinah, ne, pomeni, da imamo blokado v prvi čakri, ker nas je strah, da ne bomo preživeli. Kakorkoli že pač. Ne? In se ne posmehujem, da ne bomo te, hočem samo pokazati to, da imamo trenutno proces zdravljenja naše prve čakre. To pomeni, tam, kjer tebe stiska, lahko te stiska, ker te je strah, da boš res zbolel, lahko te stiska, ker te je strah, da bo tvoj bližnji zbolel, lahko te stiska, ker te je strah, da ne bo denarja, lahko te stiska, ker te je strah, kaj zdaj sledi, kakšna kriza bo iz tega vam prišla, lahko te stiska, zato ker ti udar ven na odnose, ker kar naenkrat moraš biti svojimi domačimi cel dan doma in kar naenkrat pogruntaš, da mogoče pa s partnerjem nista najbolj uigran tim, ali pa pogruntaš, ojoj, jaz pa z otrokom nisem toliko blizu, kakor sem mislila, da sem, ne, lahko pogruntaš, mrskej, zdaj bo vam prišlo vse sorte. In ne se ustrašati tega, sooč se in pej to in si reč, cool,
Jasmina pravi, jamski človek je v nas, evo. Ampak ja, ok, iz tam prihajamo, ta vibracija, pač jo imamo v svojem DNK-ju, jo imamo v svojem energijskem vzorcu, ampak ga pač zdaj spuščamo. In v bistvu prihaja doba, desetletje, 20-letje, zelo veliko kreacij. Stvari, ki še nikoli niso bile izumljene, izumi, tehnologija, kreativnost, to bo zdaj, naslednje desetletje, to bo boom. Zaradi tega, ker bomo šli iz prve čakre, se bomo dvignili malo višji, v drugo čakro pa malo višji, ne? Pač ne bomo živeli v preživetju, ampak bomo živeli v bolj kreativnih energijah. In da se vrnem zdaj nazaj v to stisko, mene je tudi stisnil, vam iskreno povem. Mene je prejšnji teden prav stisnil, pa sploh ne strah pred koronavirusom, ampak sem začela kar nekaj čutiti paniko v svojem telesu in sem bila tako 2 dni prav ziritirana in sem bila tako, kaj se dogaja? In 2 stvari se dogajata. Prva stvar, ki se dogaja, je vsi, ki ste tukaj, ste izjemno senzitivne duše. Vsi smo izjemno senzitivni. In ko se v kolektivni energiji zgodi tako velika situacija, tak šok, ti začneš to energijo čutiti. Tudi če si ti cool, tudi če si ti v svojem centru, če je zraven tebe takšna masa ljudi v paniki, v strahu, boš ti to čutil. In boš mogoče sam malo tečen, ziritiran, ti bo partner nekaj rekel, se boš ful odzval, ne? Boš reagiral, pa sploh ne veš zakaj. Prvi razlog je ta, da kot senzitivne osebe mi poberamo tudi iz kolektivne energije določene vibracije. In zato je še toliko bolj pomembno, da si vzamemo čas zase, da si vzamemo čas za svoj stik, za povezavo, da meditiraš, da imaš svojo duhovno prakso, da dihaš, da se gibaš, da delaš karkoli tebe pripelje vase. Vedno višja vibracija je močnejša vibracija. To pomeni, tudi če imaš ti tukaj celo maso ljudi, ki je v paniki, pa imaš tukaj manjšo skupino ljudi, ki je v visoki vibraciji, bo ta visoka vibracija, ker je to toliko višja frekvenca, zmagala. Vedno. Ne glede na število ljudi. Je pa res, da čutiš. In v bistvu, jaz sem se takrat ustavila in sem si rekla, Tjaša, kaj se dogaja? Zakaj si v paniki? Kaj je tvoj strah? In mi je vse ven udarilo. Kako bom jaz ustvarila obilje za mojo ekipo? Kako bom jaz preživela vse ljudi, ki so del moje ekipe in s katerimi skupaj ustvarjamo? Kako bom jaz? Meni so samo prihajale strahovi. In a veste, kaj sem naredila? Z angelčki sem se povezala in veste, kaj so mi rekli? Smejati so se mi začeli. Smejati so se mi začeli in nadangel Mihael mi je rekel, draga Tjaša, v kreativnosti boš vedno našla pot. In sploh se ne ukvarjaj s preživetjem, sam pejt se pomiriti, pol pa v kreativnost. In jaz sem se za 4 dni umakala iz vseh omrežij, tudi telefona nisem dvigovala in sem bila sama sabo, delala to, kar mene polni, bila v stiku s seboj in po 4 dneh sem našla mir. Potem sem imela pa sestanek in sem šla sama v kreativnost. Kako lahko delujemo, na kakšen način lahko služim, kako lahko dam maksimalno ljudem in sebi in poskrbim za vse, kar imam, kar kreiram. In to, da čutiš strah in stisko in paniko, če jo čutiš, je v redu. Ne rabiš pa tam obtičati. In drugi razlog, zakaj čutimo strah in stisko in paniko, je zaradi tega, ker imamo vsi v prvi čakri vzorce, prepričanja, kar neke ideje, ki rabijo se zdaj izčistiti. In bodo mogoče vam prišle stvari, ki niso nič povezane. Mogoče boš kar naenkrat ven dobila, ne vem, bo vam pritisnil strah, da pa ne boš nikoli partnerja za sebe našla. Nekaj bo vam pritisnil.
In moja namera zate je, da se samo vračaš nazaj v svoj mir. Zaradi tega, ker s tem, ko mi doživljamo stisko, mi samo doživljamo stisko, takrat moraš izbrati. Dovolj si čuti to stisko, ampak izberi priti nazaj v svoj mir. In najpreprostejša vaja, ki jo verjetno večina med vami že pozna, sploh vsi, ki ste v moji spletni šoli, je moker kužek. To je vaja za te, za tvojega otročka, za vse tvoje bližnje, moker kužek. To je čist preprosta vaja in jo bomo zdaj malo skupaj naredili, če ste za. In sicer, ko čutiš, da se te začne, da se te ta stiska, panika ti pride, kar naenkrat te zakrč. Poglejte, mi smo iz večjih teles sestavljeni. Imaš fizično telo, imaš čustveno, mentalno, energijsko, astralno, celestialno, pa še telo manifestacije. 7 teles imamo. In zdaj, ko ti začutiš fizično stisko, pomeni, da je ta vibracija stiske preko vseh tvojih teles. In zato takrat rabiš telo fizično premakniti, da ven daš, fizično ven daš vso to stisko. In najpreprostejša vaja je moker kužek. In zdaj nam bom jaz dala eno glasbo. Tega nisem planirala, ampak bom zdaj naredila. In te povabim, da naredimo skupaj enega mokrega kužka. In da damo fizično ven naše stiske, naše strahove in pa gremo v meditacijo. Ok, smo za! Jej, gremo! Tako, jaz moram sedeti, zaradi tega, ker drugače ne boste videli, ampak drugače moraš ostati. Tako da te povabim, da kar ostaneš in naredimo, ne načnemo smrdeti. Gremo, bom dala ful na glas, da upam, da ga boste slišali musko. Torej, 90 sekund tresenja telesa. Ok? Gremo. Bom jaz štopala. Ok, začneš. A se sliš? Upam, da se sliš. Gremo, tresaš! Tresaš roke in dihaš. Noge, kar stojiš in tresaš. Tresaš roke, noge, joškice, vse. In dihaš. In tresaš. Delaš vajo. Tresaš vse, kar imaš. 90 sekund. Bravo, gremo. Tresaš. In dovoliš, da ti je vroče. Vse dovoliš in daš ven. Tresaš. Imamo še 30 sekund. Gremo, finiš. Tresaš, roke, noge, vse. Dihaš, tresaš. Dej se ven. Ne gre, vsa ta stiska, vas stres. Gre ven. Evo, še 10 sekund. Tresaš. Finiš. In umiriš. In se sam umiriš. Se usedeš, vlečeš, kar hočeš. In zadihaš. Gremo zdaj iz te energije direktno v meditacijo za sprostitev stiske in za prebuditev naše svobode. Se uležeš, zapreš oči in nežno dihaš.
Dragi otrok, draga duša, tukaj s teboj sem jaz, nadangel Mihael. In povabim te, da nežno zapreš svoje oči in daš svoje telo v položaj, v katerem lahko spustiš vso svojo težo na podlago. Tukaj ob tebi jaz, nadangel Mihael, da dvignem iz tvojega telesa vso težo, ki jo nosiš v svojih prsih, ki jo shranjuješ v svojih mislih, ki jo čutiš v svojem telesu. In vzemi si teh nekaj trenutkov ob začetku meditacije, da najdeš svoj pravi položaj, v katerem lahko vse spustiš, kjer nobene svoje misli ne držiš, kjer svojo težo telesa prosto spustiš. Tvoje oči so nežno zaprte in dovoliš, da vse, kar je, pride na plano, da vse to, kar je v tebi, pride ven iz tebe, da ničesar ni več potlačenega znotraj, kot da bi dvigoval ven iz sebe vse to, kar je v tebi. Vabim te, da v tem trenutku samo daš ven iz sebe, da dobesedno pozdraviš vse težke misli, vse strahove in stiske, vse, kar čutiš, vse, kar občutiš. In samo vzemi svojo dlan, prav fizično jo vzemi in pojdi do tistega dela telesa, kjer čutiš napetost. In si predstavljaj, kako vzameš to napetost in jo vržeš dol, stran iz tvojega telesa. In zdaj dajem ti prostor, dajem ti čas, da začneš zbirati vso težo in jo vržeš dol, ven, stran, kot da bi želel s svojimi dlanmi vzeti iz telesa in energijskega polja vse te delce, vse te krče, vse te stiske. Samo vzameš, primeš, spustiš. Če je teža prisotna v fizičnem telesu, pomeni, da je v energijskem telesu, ki obdaja tvoje telo, ta vibracija prav tako prisotna. Zato je ta vaja izjemno učinkovita. Zato potuj s svojimi dlanmi po telesu in kjerkoli te stiska, boli, srbi, karkoli čutiš kot neudobje, samo pojdi tja, dotakni se, ozavesti, primi, dvigni, vrži ven. Ob tem pa dihaš. Zavestni vdihi skozi nos, globoki izdihi skozi usta in tako neseš iz svojega telesa vse, kar prinaša napetost in občutek teže. Dajem ti prostor in čas, da dvigneš iz telesa, kar tako trdno, težko nosiš. In dihaš.
In vzemi vse, kar je. Dotakni se z dlanjo, dvigni iz telesa, odvrzi stran. Jaz, nadangel Mihael, skupaj z vsem duhovnim vodstvom tvoje duše. Okoli tebe ustvarjam čistilno vibracijo, ki vse, kar odvržeš, transformira zate. In povsod okoli tebe je čarobno polje modre svetlobe moje energije. Zlata vibracija objema tvoje telo in ti daje prostor, da spustiš. Samo vzemi ven, zavestno izberi, da jih vzameš ven iz telesa in odvržeš. In dovoli si čutiti vse, kar je. Občuti, čuti, bodi prisoten v sebi znotraj tega trenutka. In vzemi, primi, odvrzi. In dihaš. In zdaj spusti svoje dlani nežno na podlago, na kateri ležiš ali sediš. Tudi če tvoje telo še vedno čuti težo, ljubeče zdaj ustavi to vajo in daj pozornost v telo in ga samo spusti na podlago. Dovoli, da tvoji nogi prosto padeta, položaj, v katerem ničesar ne držiš. Dovoli, da je tvoj trebuh sproščen. Ničesar ne drži, ne stiskaj, spusti. Naj cela teža tvojega telesa pade dol. Sprosti dlani, naj prsti prosto padejo. Spusti prsni koš in ramenski obroč. Zrahljaj se, postaneš pretočen, spustiš, kar držiš, spustiš nadzor, spustiš, kar držiš. In spustiš vse mišice na obrazu, popustiš napetost, naj čeljust prosto pade, naj se jezik nežno sprosti in umakne od neba. In dihaš, ko postaneš težek, vse pustiš, vse spustiš in dovoliš, da zdaj teče skozi tebe srebrni dež, srebrna vibracija energije, kot slap, kot kapljice, zdaj tečejo skozi tebe in ti pomagajo spustiti. Spusti vse, kar držiš, draga duša. Spusti vse, kar stiskaš k sebi. Spusti nadzor, spusti. In naj cela teža tvojega telesa pade dol. Kako bi bilo, če bi vse pustil? Če bi spustil vsa čustva, osvobodil svoj prsni koš in zadihal.
v tem trenutku, ki je edini, ki zate obstaja. In tudi, če ne veš, kaj prihaja, lahko spustiš, dovoliš, se osvobodiš in s tem ustvariš prostor za globok notranji mir. Prostor za tvojo svobodo. In še globje spusti telo, še manj ga nadziraš, še bolj dovoljuješ, da gre vse dol, teža dol, misli dol, čustva dol, vse gre dol, vse polzi dol. Ko ta srebrni dež teče skozi tebe in vse pada dol. Vse predstave, vse tisto, kar misliš, da moraš, vse gre, pada dol. In spustiš vse, dovoliš vse, sprejmeš se. In zdaj svojo pozornost usmeriš v dih. Samo poslušaj ga, kakršen koli je. Poslušaš vdih, poslušaš izdih. In ne glede na to, kakšen je vdih, za njim bo vedno prišel izdih. Ker je naravno, ker si del narave, ker to je cikel narave. In vse, kar se dogaja v tvojem življenju, je samo cikel, cikel narave, ker ti si del narave. Tja se vrni, vase se potopi, ta čas sprejmi. Zdaj hodiš v svojo globino, zato da lahko spustiš vse to, s čimer si se ukvarjal, pa ti ni zares prinašalo veselja. Lahko spustiš predstave, ideje, koncepte, ki ne vibrirajo s tvojo dušo, ki niso tvoja resnica. In samo spusti vse, dovoli, sprejmi in dihaš. Ko opazuješ svoj dih, ko mu slediš, samo najdeš nek ritem, ritem tvojega diha, ta pretok, ta tok. In zdaj napolniš s svojim dihom celotno trebušno votlino. Napihneš se kot balon, povlečeš vdih, napolniš zrak v svoj trebušček in postaneš najbolj okrogel balon. Ob izdihu skozi usta pa povlečeš popek proti hrbtenici in spustiš ta balon v samo jedro, v samo sredico, sredino trebuha. In ob vdihu ponovno skozi nos povlečeš dih, ko razširiš svoj trebušček široko. Postaneš debelušček. Razširiš se, povečaš se in z izdihom povlečeš nazaj v sredino, v tvoj center. In tako nadaljuješ. Narediš 3 dihe, zavestno. Opazuješ, kako vsak dih poveča prostornino v tvojem trebuhu in vsak izdih prinese center
naravnost vate. Vsak vdih te napolni, vsak izdih te osredišči, vate nate te pripne in dihaš v svojem ritmu na svoj način. Naredi še nekaj zavestnih dihov, naravnost v svoj trebuh in vedno znova se vrni z izdihom nazaj v svoj center. In povabim te, če si ženska, da ob izdihu stisneš tudi vaginalne mišice in povlečeš s tem energijo še globje v tvoje telo. Ob vdihu se povečaš kot balonček, ob izdihu skozi usta se povlečeš navznoter in dihaš. Tvoje telo je še vedno sproščeno, obraz sproščen. Ti pa slediš dihu in se osrediščaš nazaj vase, v svoj center se povlečeš. In zdaj nežno naredi še zadnji tak dih. Nato pa prestavi svojo pozornost na srce. Zdaj dihaš tako, kot se najbolje počutiš. Svojo dlan pa ljubeče dvigneš. Tvoje težko telo se ljubeče in nežno premakne. In tako dlan položiš preko srca, eno ali obe. In zdaj pojdi toliko globoko vase, da zaslišiš in začutiš tvoj utrip srca. Znotraj si, v sebi. Vse, kar je zunaj, se nežno umakne, da lahko notranja tišina postane melodija tvoje duše. In zdaj, ko čutiš in slišiš utrip lastnega srca, nežno poveš 3-krat svoje ime. In jaz, nadangel Mihael, skupaj s celotnim duhovnim vodstvom tvoje duše, okoli tebe razpenjam zlato, modro energijsko zaščito in vabim te, da kadarkoli začutiš tesnobo, se vrneš vase na ta način. Samo navadi se, uleži se na tla sredi dneva in samo spusti celo težo telesa na podlago. Vzemi ven iz telesa, kar te stiska, nato pa spusti vse dol. Samo dovoli si čutiti, kako je tvoje telo lahko prisotno, svobodno, ko mu dovoliš, da spusti.
Ni tvoja naloga, da vse držiš, ravno nasprotno. Ko spustiš, se lahko v pretoku zgodi sprememba. Ko zadihaš v svobodi, lahko ustvariš spremembo. Ko je tvoja vibracija pretok, ustvarjaš situacije, ki so pretočne. In zdaj samo nežno premakni telo, položaj, v katerem trenutno želiš biti. In za trenutek samo bodi. Nič ti ni potrebno. Za trenutek in za naslednji trenutek in naslednji trenutek. Samo bodi. Osvobojen, prisoten, pomirjen, v stiku s seboj. Vse, kar potrebuješ, nosiš v sebi. Vrni se vase. Budi si blizu. Poskrbi zase. Ko je zunaj glasno, se vrni v svojo tišino. Potopi se v lastno globino. Tam najdeš prostornino, to brezmejno širino svobode, ki jo iščeš. In vse v življenju je izbira. Izbira, kje boš, znotraj ali zunaj, v sebi ali v zgodbi drugega. V sočutju ali v obsodbi, v ljubezni ali v strahu. In moj izziv zate je, da si začneš postavljati vprašanje, kaj bi storil, če me ne bi bilo strah? Kaj bi storil, če me ne bi bilo strah? Takrat se boš dvignil iz prve čakre v drugo čakro in začel kreirati iz svoje vibracije najlepše situacije. In ko boš pripravljen, lahko nežno in počasi premakneš svoje telo in se ljubeče prebudiš. Jaz, nadangel Mihael, pa sem ob tebi vsak trenutek. Pomisli name, pokliči me, prosi me, tu sem zate, za vse, sočasno sem tu za vsakogar. In vzemi te vaje kot prakso, ki pomagajo ti iz stiske v svobodo. Rad te imam, ljubim te, globoko te spoštujem in blagoslavljam. Jaz, nadangel Mihael.
svojem ritmu in na svoj način nežno prideš nazaj. Naša naloga resnično je, da v tem času se vračamo vase. Hvala. Ja, kadar imamo meditacije, ki so izjemno močne, lahko telo odreagira z mogoče kakšno spremembo temperature, mravljinčki, piskanjem v ušesih, glavobolom. Moje povabilo bi bilo, da danes, zdaj takoj, ko končamo, popijete en kozarec vode in date majčkeno morske soli ali pa himalajske soli noter, da se v bistvu vsi procesi telesa nežno uskladijo in da, če se le da, danes iz te vibracije gremo pančkat, da ne polnimo svojih možganov več z drugimi informacijami. Hvala. Sem zelo hvaležna, da se vas je meditacija dotaknila. Tako, res, moja želja je, da se vsi začnemo bolj zavedati, koliko je naša vibracija dragocena za ta svet. In hvaležna sem tebi, da si tukaj, da izbiraš biti dobro, da izbiraš iti iz stiske ven v svobodo. To resnično potrebujemo. Več prižganih, pretočnih ljudi z visoko vibracijo. Hvala lepa, izjemno dragocen si, izjemno pomembna je tvoja vibracija, izjemno. Poskrbi zase. Ciao.